imeli projekt Ena hiša, sicer mnogo večji, takrat je bil vreden 100 milijonov evrov, pogovarjali se, da bi zgradili to eno hišo, ker bi vsi naši prebivalci zadovoljili svoje potrebe. In pri našem podpisu je bila osnovno vedelo, da imajo občani Ljubljane najboljše in najkrajše poti, da uredijo tisto, kar potrebujejo tako na občinski ravni kot na upravni enoti. Mi bomo z to investicijo, ko predajamo objekt, ki je ocenjen 4 milijone evrov, brezplačno v roke državi, prepuščamo tudi njim, da to adaptacijo izvedejo. Mi bomo dobili svoje prostore nazaj v svojo porabo, kajti po zakonu so sedaj imeli upravne enote tako v Kresiji kot na Viču, Šiški in pa Proletarski v Mostah, ki bodo v letu 2019 izpraznili, ko bo adaptirala stavbo Bežigrad. Pomeni, da bomo v teh prostorih imeli sedaj nove pisarne, kjer bomo lahko centralizirali naše občinske službe. Kot veste, imamo v tem trenutku 17 različnih lokacij. Naš cilj je, da to naredimo na 5 lokacijah, se pravi, preselimo čim več naših sodelavcev v Kresijo in pa računam, da bomo dobili le gradbeno dovoljenje za prenovo tržnice z garažo hišo in pa dozdav Marove hiše, tako da bi imeli v budućnosti za naše Ljubljančane občinska servisna lokacija, centralne občinske službe na Kresiji, na Marovi hiši, Kotakine in po tej hiši. Verjetno bo še kakšna ostala računa še 2 lokaciji, ki sta pomembni za Ljubljano, ampak v bližini, se pravi, da bomo odpravili 10 lokacij, ko so mogli občani hoditi od ene do druge. In jaz se tudi zahvaljujem za to razumevanje. Ni bilo enostavno v dogovorih, ampak upravna enota nam prazni 5000 kvadratnih metrov na teh lokacijah, ki so jih imeli po zakonu brezplačno uporabi, mi pa njim prenašamo 4000 kvadratnih metrov lokacije Bežigrad v njihovo last.